pozdravljeni na novem spletnem predavanju z naslovom Gremo varno v planine. Moje ime je Boštjan Jenko in bom danes poskrbel, da bo predavateljem pri izvedbi tega zanimivega predavanja lažje. Predavanje je organizirano v okviru iniciative Zavarovalnice Generali, najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. Kot zanimivost naj omenim, da gre že za 11. tovrstni dogodek in se je doslej gledalo te dogodke že okrog 100.000 slušateljev. Posnetke preteklih spletnih dogodkov lahko najdete na spletni strani Generalija, najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. V pregledu vidim, da se nas kar lepo počasi zbira, nas je že okrog 50, tako da super. Se pravi, aplikacija deluje dobro v Chromu in Firefoxu, če je kdo v Internet Explorerju, bo lahko imel malo težav. Tako da slušatelji bodo predstavljali svoje prezentacije, medtem ko udeleženci lahko pišete vprašanja v četa, to je desno spodaj. Mogoče je test, ali se slišimo, če mi lahko samo odpišete, da me slišite v čet. Ali se slišimo? Super, se slišimo. Velja. Gremo kar k predavanju, torej z veseljem pozdravljam današnje predavatelje, ki so vsak na svojem področju res izjemni strokovnjaki. Torej najprej bo imel predstavitev Matej Planko, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije, poznan je kot izkušen vodnik in inštruktor planinske vzgoje, organizira planinske izlete in usposabljanje za strokovne kadre Planinske zveze Slovenije že skoraj 30 let. Za njim nam bo posvetil čas Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze, gorski rečevalec in alpinistični inštruktor. Poznamo ga tudi kot Migi ambasadorja, ki že drugo leto skrbi, da so naši Migi izzivi v gorah bolj varni. Potem se bo z nami družil tudi Attila Armentano, ker vemo, da je v zadnjem času postalo zelo priljubljeno spoznavanje gora s kolesom po turno-kolesarskih poteh. Gospod Attila Armentano je predsednik komisije za turno-kolesarstvo Planinske zveze Slovenije. Predajam pa besedo prvemu govorniku, Mateju Planku. Ja, Boštjan, hvala. Lep pozdrav vsem prisotnim. Danes se bomo nekako po teh sodobnih kanalih pa na sodoben način nekako varno podali v planine, varno v gore. In zdaj je že Boštjan predstavil tudi ostala dva današnja sogovornika oziroma predavatelja. Zdaj mi smo se nekako razdelili te teme, ki jih želimo danes deliti z vami na naslednji način. Tako da jaz bom v uvodu nekako predstavil, kako planinarimo zdaj v letošnjem letu, ko so malo posebne razmere, ko ni neke klasične planinske sezone, kot smo jo bili navajeni v preteklosti. In se moramo praktično ves čas od sredine marca naprej nekako prilagajati in iskati neke kompromise med našo telesno aktivnostjo in po eni strani omejitvami, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, in na drugi strani našimi osebnimi željami. V nadaljevanju bo potem Matjaž predstavil področje varnosti, ker kljub vsemu temu, kar nas nekako zdaj spremlja okrog nas, je še vseeno pomembno tudi neka osnovna načela varnega obiskovanja gora in ta del za različna področja, pa tudi z nekaterimi primeri, s katerimi se tudi v zadnjem času srečujejo gorski reševalci, vam bo slikovito predstavil Matjaž in za zaključek se bomo pa podali še na kolo, kjer nam bo tudi Attila predstavil aktivnosti na področju turnega kolesarjenja in seveda tudi, kako turno kolesarjenje v danih okoliščinah izvajati čim bolj varno za sebe in seveda tudi varno za
okolico in za tiste, s katerimi se na poteh tudi srečujemo. Tako da kot sem že prej v uvodu rekel, gotovo je letošnjo planinsko sezono zelo zaznamovala epidemija koronavirusa. Zdaj takale slik, ki so tukaj navedene, so seveda ena velika želja in nekako vsi si želimo, da bi se čim prej tudi vrnili v te okvirje. Zdaj v Planinski zvezi kot krovni organizaciji organiziranega planinstva pri nas smo vse to dogajanje tudi ves čas spremljali in se poskušali čim bolj promptno odzivati na vse sprejete ukrepe, ki so bili, in tudi takrat v čistem začetnem obdobju, to je po 13. marcu, smo potem tudi postavili posebno spletno mesto coronavirus.pzs.si, na katerem še vedno objavljamo vse novosti z tega področja, objavljamo tudi priporočila za izvajanje dejavnosti in seveda zdaj dnevno sledimo spreminjanju in rahljanju ukrepov, ki veljajo na tem področju, in seveda s tem seznanjamo naše člane in seveda tudi širšo planinsko javnost v Sloveniji, vse te, ki jih to področje zanima. Ob tem smo pa na začetku tudi zagnali še 2 projekta. Eden je bil s knjigo V gore, takrat res v času največjih omejitev, da so ljubiteljem gora nekako predstavili literarna dela z tega področja, vsebine Planinskega vestnika, in da smo tudi ta čas nekako izkoristili tudi za nabiranje novih znanj in obnavljanje že pozabljenih. Smo nekako tudi zagnali malo šolo planinstva, s katerih so bile predstavljene tudi določene poučne vsebine. Tukaj gre seveda zahvala Matjažu in celi njegovi družini, ki so se tega lotili zelo inovativno in na zelo dober poučen način. Zdaj od 16. marca naprej veljajo določene omejitve. Zdaj v tem času lahko rečemo, da so že te omejitve kar sproščene, tako da v tem času nekih podobnih skupinskih fotografij ni bilo možno posneti oziroma niso bile te aktivnosti dovoljene in zaželjene. Gre pa seveda v tem času tudi zahvala, pohvala vsem nam, ki smo se nekako teh priporočil tudi držali, in tudi tukaj smo bili v krovni planinski organizaciji ves čas nekako v razcepu, koliko ta priporočila nekako rahljati oziroma si jih čim bolj prosto tolmačiti, ker na koncu koncev vsi vemo, da je gibanje, telesna aktivnost tista neka osnova za dvig imunskega sistema, za dvig odpornosti, in ves ta čas smo tudi pozivali tako naše člane kot širše, naj izvajajo aktivnosti v neposredni bližini svojega doma, ker na koncu koncev je naša dežela tako zelena, tudi imamo nekih naravnih površin za aktivnosti, in seveda tukaj pohvala vsem, da smo se tega držali, in tudi gotovo je to pripomoglo k trenutni sliki, kot jo imamo, ki je v bistvu pomeni, da so določeni ukrepi dali svoje mesto. Zdaj od začetka tudi so bile zaprte planinske koče. Zdaj približno 14 dni nazaj se je to področje začelo nekako sproščati. Zdaj v prvem tednu je bilo možno tudi v nekaterih planinskih kočah dobiti hrano za na pot. Zdaj od
začetka preteklega tedna so pa tudi v planinskih kočah odprte zunanje površine za strežbo hrane in pijače, tako da se lahko dobi tudi osnovno okrepčilo za vse obiskovalce in aktivne planince, pohodnike. Zdaj tudi sicer po nekih dogovorih z odločevalci bi naj bil v prvem sklopu odpiranja teh prenočitvenih namestitev bi naj bile tudi vključene planinske koče. Zdaj po zadnjih včerajšnjih informacijah temu ni tako. Tako da zdaj v naslednjih dneh bo sicer tudi dopuščena možnost strežbe v zaprtih prostorih planinskih objektov, trenutno pa še ni predvidena možnost prenočevanja v planinskih objektih. Tako da na tem področju to še bomo morali malo počakati. Je pa tu Planinska zveza aktivna in tudi na pristojne institucije v državi že pošilja naše predloge in ideje, kako bi to lahko naredili, da bi bilo seveda varno tako za obiskovalce, kot varno tudi za tiste, ki v planinskih kočah delajo in skrbijo za naše dobro počutje. Zdaj, trenutno je pri nas odprtih za to nudenje gostinskih uslug 52 planinskih koč. Te podatke lahko preverite na spletni strani Planinske zveze, in sicer na koce.pzs.si. Ti podatki se zdaj dnevno spreminjajo, ker se pač društva in najemniki planinskih objektov dnevno odločajo za vključevanje oziroma odpiranje objektov. In tudi tukaj noter jaz svetujem vsem, ki nekako načrtujejo neko svojo aktivnost, da to pogledajo in da tudi dobro pogledajo tip odprtosti. To so tele oznake v 3. stolpcu, ker vidimo za dom Klementa Juga, da je zaprt, za Kofce, da so OSNP, to pomeni, da so odprte ob nedeljah in praznikih, in recimo dom na Komni je pa odprt oziroma oskrbovan stalno. In naj bo to tudi priporočilo vsem, da si preverite te podatke, predno načrtujete oziroma predno se odpravite v planine, v gore. Zdaj, trenutno planinske koče v Visokogorju so še zaprte, tudi zaradi razmer, več o tem bo kasneje povedal Matjaž. Nekako pa tako, kot se stvari zdaj tudi odvijajo, bo to odvisno od sprostitve nudenja prenočišč. Saj vemo, da so za koče v Visokogorju je ta ključni tudi namen, po eni strani pa tudi na koncu ta del prihodka upravljavcev predstavljajo ravno nočitve. Tudi z letošnjem leto lahko ob tem tudi najavim, da vzpostavljamo rezervacijski sistem in bodo lahko tudi obiskovalci tudi planinskih objektov svoje prenočevanje rezervirali naprej. Zdaj, ob tem bi opozoril še na stanje planinskih poti. Zaradi vseh omejitev, ki so veljale, tudi markacisti niso v tem času mogli na polno opravljati svojega dela, ampak kljub temu se te posledice zime, posledice erozije naravnih vplivov na poteh so, in tudi nekako zdaj z sproščanjem teh ukrepov tudi markacisti začenjajo intenzivno delo na poteh, in jaz verjamem, da do takrat, do glavne planinske sezone, bodo kljub
s tem nekim zamikom, pa z tem časom, ko ni bilo možno polno izvajati aktivnosti, da bojo poti v ustrezni kondiciji. Zdaj ob tem pa gre seveda še opozoriti na eno spletno mesto, to je stanje-poti.pzs.si, na katerem lahko najdete tudi podatke o zaprtosti planinskih poti. Zdaj tukaj še moram povedati, da je v tem času epidemije, da so tudi na pobudo nekaterih občin in odborov civilne zaščite, da so nekatera planinska društva zaprle določene poti, ampak ne zaradi nekega slabega vzdrževanja poti, ampak predvsem zaradi neke možnosti ali pa nevarnosti, da bi prihajali do preveč množičnega obiska, preveč tesnih stikov z domačini, pa to in je nekako prevladalo to previdnostno načelo. Zdaj, vsakodnevno nekako se ti pogoji izvajanja določenih dejavnosti spreminjajo. Zdaj, tudi danes je bilo najavljeno, da bo možno, mislim, da po 23.5. izvajati tudi določene rekreativne dejavnosti. Tukaj noter se bomo v Planinski zvezi potrudili in na podlagi trenutno veljavnih dokumentov tudi pripravili potem navodila tako za posameznike kot navodila za planinska društva, ker s tem verjamemo, da se bo tudi lahko začela izvajati nazaj društvena dejavnost, ki je bila sedaj praktično 2 meseca ustavljena, in bo seveda to tudi dobrodošlo vsem, da bodo lahko seveda začeli te aktivnosti izvajati v naravi. Seveda ob tem bodo pa veljale, tako kot na vseh področjih našega življenja, tudi določene omejitve, in sicer tu so že recimo 4 take najbolj osnovne. Eno je, da pri vseh aktivnostih in dejavnostih držimo to neko predpisano medosebno razdaljo, to je nekje 1,5 metra do 2 metra. Potem tudi pri planinskih aktivnostih bo poleg vse varnostne in zaščitne opreme potrebno vedno imeti pri sebi zaščitno masko in razkužilo, potem se nekako izogibati nekih direktnih stikov, rokovanju, objemanju, pitju iz steklenic drugega, nekako to, da pač steklenica zakroži med skupino, pa seveda tisti neka samocenzura, da če nismo 100% zdravi, da je bolje, da ostanemo doma in gremo pač v bližino svojega doma v neke zelene površine in tam popravimo neko osnovno telesno aktivnost. Zdaj, tukaj noter pač potem so ta naša priporočila, ki so seveda bolj podrobno predstavljena na naših spletnih straneh, tudi potem recimo za izvajanje dejavnosti na plezalnih poteh. Tukaj zdaj priporočamo uporabo zaprtih rokavic, še toliko bolj, da te aktivnosti nekot prilagodimo svojim fizičnim sposobnostim, da se ne precenjujemo, da še v bistvu še nekaj izvedemo lažje, da se stvari lotevamo postopoma, in še toliko bolj važno, seveda, da tudi poskrbimo za neko ustrezno varnostno razdaljo, ki naj bo še zdaj še večja kot pa običajno, in pri teh zelo zavarovanih plezalnih poteh tudi velja potem pravilo, da po teh poteh ne sestopamo, ampak jih uporabljamo samo za napredovanje pa vzpenjanje. Zdaj, tukaj posebni režimi veljajo tudi za izvajanje športnega plezanja. Zdaj, tu noter je seveda nekot priporočljivo, da to izvajajo člani istega gospodinjstva oziroma sorodstveno povezani ali pa vsaj
rečemo temu, neki odgovorni plezalni partnerji, stalne naveze, če tako rečemo. Seveda ob tem velja tudi potem ta distanca med udeleženci, potem tukaj noter velja, da zdaj uporabljamo svojo opremo, da se te opreme ne delimo, da jo nekako tudi varno spravljamo v torbo za prenašanje, da smo tudi pri same količini plezalcev v plezališčih potem nekako se omejujemo, da tudi potem ne plezamo vsake smeri, če so te smeri med sabo na gosto postavljene, in tudi tukaj noter pač skrbimo za to, da se med samim plezanjem ne dotikamo obraza, ust in oči in seveda potem tudi ustrezno umivamo roke in jih tudi razkužujemo. Zdaj, na naravnih plezališčih sem že pač rekel, če je preveč ljudi, vidimo že to po, ne vem, zasedenosti parkirišča, ali pa drugače, ko pridemo do plezališča, se nekako obrnemo, počakamo na kasneje. Pa tudi tukaj noter, to smo videli tako pri pohodnikih, kot tudi plezalcih, potrebno je tudi biti strpen do lokalnih prebivalcev pa domačinov, ker tudi vsaj v začetnih obdobjih je zaradi tega prihajalo do kar neki trenj pa neki iskric, tudi potem do nekega bolj intenzivnega zapiranja nekih območij in podobno. Zdaj, kar so pa bili v preteklem tednu najbolj veseli naši tekmovalci, je to, da se je sprostilo in omogočilo treniranje tudi v zaprtih površinah. V prvem koraku ta sprostitev velja za registrirane tekmovalce, s tem, da ob tem bi pač povedal to, da je pa tudi možno rekreativno plezanje na umetnih plezalnih stenah, ki so zunanje, kar nekaj takih je tudi pri nas, in to, kar z zadnjimi spremembami oziroma zadnjimi napovedmi tudi se pričakuje, da bi se določene rekreacije tudi v notranjih prostorih pa to lahko sprostile po 23.5. Tako da tukaj zdajle za začetek z moje strani, jaz verjamem, da boste tudi v teh razmerah nekako našli zadovoljstvo in v obiskovanju planin, v obiskovanju gora, da boste znali to izvajati varno in varno za sebe in varno za ostale soobiskovalce gorskega sveta. Tako da srečno. In zdaj bi pa potem naprej kar predal besedo Matjažu, da pač nadaljuje in predstavi nekaj konkretnih teh, še bolj konkretnih varnostnih priporočil, predstavi ta priporočila, ki tudi glede na dano situacijo veljajo in so mogoče še pomembnejše kot v nekih čisto normalnih razmerah. Matjaž, prosim. Ja, hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Res je, dotaknil se bom enih tistih osnovnih priporočil za varno obiskovanje gorskega sveta. Še posebej zdaj v teh časih, predvsem z vidika tudi gorskega reševanja. Sej želimo si, da do nesreče nikoli ne bi prišlo, ampak vemo, da nesreča nikoli ne počiva in se dogajajo. In tudi to ne pomeni, da pač gorski reševalci v tem času ne bomo šli reševati. Le pod posebnimi ukrepi smo, se pravi, moramo spoštovati priporočila, da se tudi sami ne okužimo in pa seveda v prvi vrsti tudi poskrbeti za svoje moštvo, da ni zaradi tega, da ne bi bilo zaradi tega okrnjeno, kar pomeni, da se v primeru neke intervencije lahko podaljšajo intervencijski časi. Se pravi, ta prihod od poziva
do prihoda samega ponesrečenca. Zato, ker se moramo sami obleči, potem ekipe pravilno sformirati in to se lahko zgodi tudi na eni enostavni, lahki planinski poti. Recimo, jaz bom vzel primer na Kamniško sedlo. Vemo, da gre za lahko planinsko pot, da ljudje veliko obiskujejo Kamniško kočo, ampak hkrati tudi se zavedamo, da ta pot, za njo nekateri potrebujejo tudi 3 ure hoje, da pridejo iz doline do koče, da je vmes grušč, mokre korenine in seveda tudi na taki poti kaj hitro lahko pride do poškodbe in že nek enostaven zvin gležnja, se pravi, da ne moramo več sami se stopati v dolino, pomeni, da moramo poklicati gorske reševalce in da moramo tam čakati na mesto in to čakanje se lahko zavleče tudi 2, 3 ali pa včasih 4 ure. Sključno potem z transportom, zato ker tudi helikopterska posadka je v tem času pač dala jasna navodila, da ukolikor je oseba, gre za sum za okužbo z virusom, je ne bodo vzeli v plovilo, kar je za razumeti in to pomeni, da je potrebno pač v takšnega ponesrečenca klasično transportirati po poti in zdaj, če si predstavljate, da je marsikdaj po planinski poti že zahtevno hoditi, potem si predstavljate, kako je to osebo spravljati na nosilih, ki je na kolesih in ves čas skrbeti, da ne pride do nadaljnjih poškodb. Tako da si bomo zdaj pogledali par teh varnostnih napotkov. Zdaj vse te stvari imate zbrane tudi na spletni strani Planinske zveze Slovenije, kjer imate posebej zavihe, kvarnejo gore, zdaj seveda se nanašajo na poleti, prevedena so tudi v angleški jezik in tam imate tudi še potem ostala priporočila, navodila, nasveti, se pravi na v primeru turnega kolesarstva, turnega smučanja, na zelo zahtevnih planinskih poteh in pa po zimi. Kot vedno, tudi če gremo na morje, se moramo poleti pripraviti, kam bomo šli, kako bomo šli, vmes trajekt in takšne stvari, kje bomo spali. Se za vsak odhod v gore potrebno tudi posebej pripraviti, se pravi v gore ne gremo kar po nekem trenutnem navdihu, kar tako. Če ne drugega, je potrebno preveriti saj vreme. Zdaj, za področje Slovenije vsekakor svetujemo, da se to preveri na spletni strani vreme.si, kjer dajo natančne napovedi iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Sami veste, da neke mobilne aplikacije, ki so, recimo, ne vem, če pogledam mobilno aplikacijo za vreme na iPhonu, potem praktično v Sloveniji živimo v tropih, ker vsak dan pada dež. Se pravi, potrebno je dobiti konkretne podatke na konkretnih preverjenih spletnih straneh in vreme je takšen podatek, namreč tudi v teh poznih pomladnih časih in pa tudi poletje lahko nas v gorah preseneti. Sneg, sodra, nizke temperature. Za primer, včeraj je že na veliki planini Kamniškem sedlu vmes med dežjem naletaval sneg. Tako da temu se ne moramo izogniti. Zato je tukaj še posebej pomembno načrtovanje, priprava. Kot je tudi Matej povedal, planinske koče so ali še zaprte, ali je omejena ali delujejo v nekih omejenih pogojih, spanje v planinskih kočah ni možno in vse to je pri načrtovanju potrebno upoštevati, da ne misleč, saj tam je planinska koča, kjer bomo lahko prespali, kjer si bomo lahko natočili tekočine, kaj pojedali, pol pa pridemo tja v tem upanju, pa naletimo na zaprta vrata in seveda smo lahko kaj hitro v škripcih. Zato je zelo pomembno, da na turo, katero se odpravljamo, predhodno preverimo, ali je tam planinska koča, ali je ta koča odprta, kako deluje zdaj v tem času. Hkrati pa od oskrbnikov seveda vedno lahko dobimo še neke pametne nasvete o stanju na sami planinski poti, ki so za nas izjemnega pomena, predvsem z vidika varnosti. Kako načrtujemo planinsko turo? Vsekakor je potrebno v roke vzeti planinsko karto, seveda novejšega letnika, zato da dobimo vse konkretne podatke o nekem realnem stanju in potem pogledamo, kam se bomo odpravili, koliko časa bomo hodili, upoštevamo seveda tudi naše
spremljevalce na turi, to najšibkejši člen je treba upoštevati, to so ponovadi ali bodi si starejši ali pa otroci, katerim je potrebno turo prilagoditi. V pomoč so nam pa lahko tudi neke spletne aplikacije. Zdaj v Planinski zvezi se kakor priporočamo aplikacijo Locusmap, na kateri delujejo tudi te naše planinske karte, ki imajo noter risane celoten kataster planinskih poti. Naj pa aplikacije ne bodo zamenjava za tiskano karto, se pravi tiskana karta in pa kompas ne bosta vedno v nahrbtniku, namreč po izkušnjah tisti, ki so se vedno zanašali samo na tehnologijo v teh ključnih momentih, takrat, ko jo najbolj potrebujemo v gorah, odpove in se znajdemo v popolni temi, če se tako izrazim. Potem vedno bolj aktualno bo seveda s temi poletnimi meseci, ki prihaja, v gore se treba odpraviti dovolj zgodaj. S tem se izognemo dvema stvarima, in sicer prvo je tista popoldanska vročina, sploh če neka planinska pot poteka med rušjem, ki vemo, da nastane pravi kotlo brez sapice, brez vetra in tako hitreje pride do dehidracije, tudi če so z nami otroci ali pa starejši, morda še s kakšno kronično bolezen, lahko so ta bolezenska stanja toliko bolj izrazita in seveda človek kaj hitro obupa. Ali pa si pokvari nek izlet, ki bi lahko bil nekaj ur prej bistveno lepši zaradi svežega jutranjega zraka. In pa seveda nekje po 12. uri ponavadi začnemo na nebo videvati tiste visoke kopaste nevihtne oblake, se pravi, vedno v gorah poleti je možnost popoldanskih neviht toliko večja in jaz osebno se od vseh nevarnosti v gorah najbolj bojim strele, zato ker praktično je kot loterija, lahko samo čakaš, kaj se bo zgodilo, nimaš na nobena vpliva, vemo pa, da pred strelo smo varni samo nekje v nekem zavetju, bodi si v bivaku ali pa planinski koči. Vse drugo je zgolj alternativa in upanje, da nas ne bo zadelo. Zato v gore, zdaj v tem mesecu juniju, juliju, avgustu se odpravimo zgodaj. To pa lahko pomeni že ob 4, da ostanemo in v 5, da smo že nekje na izhodišču in začnemo hoditi. Potem omenili smo že planinske koče, kar se prehrane tiče, zdaj, ko se bodo koče odprle, vsekakor je možnost prehrane v planinskih kočah, enako nadomeščanje tekočine, zato da imamo seveda, kadar gremo v gore, čim lažje nahrbtnike. S tem je tura prijetnejša, mi hodimo bolj lahkotno, hkrati pa s tem še pomagamo tem planinskim oskrbnikom, ki se trudijo za nas, ki so tam za nas, seveda, da tam preživijo. Namreč zavedati se je treba, da gorsko okolje ne prizanaša nikomor, da tam nekako preživijo, bom rekel, tisti najbolj odporni. Saj, če že pogledamo same živali v gorah, vidimo, da gre za izjemne primere, ki so res tako, če se moderno izrazim, tough. Vsekakor pa v gore ne sodi alkohol, oziroma če že, jaz bom rekel, ostanimo pri tistem enem pivu, ne ima mladih potem, predvsem z tega gledamo vidika varnosti in spoštovanja in vsega skupaj. Dotaknimo se še planinskega bontona, se pravi, vse, kar je v gorah, ne ostane tam, ne trgajmo planinskega cvetja, potem ne puščajmo smeti. To je zdaj v tem času epidemije bilo opazno, predvsem na nekih teh bolj obljudenih točkah, da je bilo teh smeti kar nekaj, katerih prej tam ni bilo, in da pač vse, kar prinesemo s sabo, vnesemo v dolino, in da tudi neka kanta za smeti pred planinsko kočo ni namenjena temu, da tam not odvržemo stvari, ki smo jih prinesli gor, zato ker je potem jih mora nekdo odnesti dol, pa ponavadi, sploh zdaj, ko so bile koče zaprte, če je smetnjak poln, je tiste papirčke raznašalo povsod okrog. Prav tako, danes sploh mladino vidim, da je zelo moderno, da telefon na glas ga drži v rokah, pa gre v klanec.
dajte, če ne zdržite brez glasbe, dajte se na slušalke, da s tem ne motite ostalih udeležencev, ki so morda prišli tja uživati v miru in pa poslušanju ptic, vetra in tako naprej. Se pravi, glasna glasba nikakor ne sodi v gore. Če so z vami vaši kosmati štirinosci, imejte jih na povocih. Jaz sam imam psa, pa priznam, da mi ni všeč, če ima nekdo psa neprivezanega in sicer ves vesel skoči tja vame. Včasih si pač v situaciji, ki ti to ne ustreza, poleg tega je pa lahko na neki planinski poti to še nevarno, namreč, če večja žival skoči vate, nisi pripravljen, te lahko podre in lahko zaradi tega tudi padeš dol. Potem prav tako motoriziran promet ne spada v to naravno okolje. Kako je glede kolesarstva, vam bo kasneje Atila več povedal. In predvsem to zavedanje, da smo v gorah zgolj obiskovalci in da tam so živali, ki tam živijo in je to njihov dom. Predstavljajte si, da v vaše stanovanje pride nekdo, nabija glasbo, odmetava papirčke, verjetno ga prav dolgo ne bi gledali, pa ga bi vrgli ven. Verjetno se vsi strinjamo s tem. Še ena stvar, bivaki. Bivaki so res namenjeni za neke izjemne situacije. Če nas preseneti slabo vreme, ali pa če je res uddaljena planinska koča, res toliko stran neke poti, da ta bivak izkoristimo, da tam prenočimo in seveda potem nadaljujemo s turo ali pa varno si stopimo v dolino. Dogaja se primeri, recimo na desni strani imate sliko bivaka pod Skuto. No, ta bivak je lani pristal na Bookingu, v Kamniški Bistrici pri Juriju so spraševali, kako se lahko rezervira spanje na bivaku. Skratka, cel kup takih vprašanj je povezanih z bivakom in tudi ta deklica na pol gola pač v gorski svet ne sodi. No. Sicer jaz sem takrat zapisal, da verjetno naši reševalci bi z veseljem laufali gor, če se bi poškodovala, ampak to so stvari, ki nekako ne ostanejo v dolini. No. Bivak je res tisti objekt, kamor se zatečemo, kadar nas preseneti nevihta ali pa kakšna druga stvar. In naj tako tudi ostane. Prav tako v bivakih za sabo, ko jih zapuščamo, poberimo vse smeti in enako velja tudi za hrano. Namreč, če pustimo v takšnem objektu hrano, pol se tam namnožijo miši, podgane, ta hrana pa itak. Jaz še nisem doživel, da bi jo kdo za komu kdaj pojedel in smo našli tudi konzerve zaprte po 20 letih tam. Tukaj imate tudi potem primer oziroma na naši spletni strani povzetek tega, kar sem zdaj na kratko povzel, tako da si lahko vedno osvežite vaše znanje oziroma pred turo se tudi primerno informirate. No, potem pa dajmo še povedati tista stvar, o kateri ves čas govorimo, oprema za gore, za planinarjenje. Seveda, če bi pri komu pogledali notranjost nahrbtnika, potem bi videli tak prizor. V gore čim večja količina hrane, pijača je za veselje, kljub temu, da vemo, da se to lahko nadomestimo na planinski koči, pozabimo pa na tisto osnovno planinsko opremo. Osnovna planinska oprema je pa kot tista obvezna oprema v avtomobilu. Upamo, da je nikoli ne bomo rabili, takrat, ko je pa rabimo, je pa zato nujno potrebna. Se pravi, v gore vedno primerno opremljeni. Kot prvo, imejmo sabo nahrbtnik, v kateri naj bodo vse stvari lepo zložene. Vse prevečkrat opažamo ljudi, da se v gore podpravijo brez nahrbtnika, tudi če grejo tja samo 1 uro, lahko nas preseneti ponovno neko izredno stanje in smo praktično tam brez opreme. Tako da prva pomoč, čelna svetilka, kapa, rokavice, tudi poleti smo rekli, da lahko zapade sneg. Primerni planinski čevlji, svetujemo uporabo čelade. Vse to naj bo vedno v nahrbtniku. Ne glede, ali gremo teč, kolesariti oziroma planinariti. Planinski čevlji svetujemo sploh za nevajene hoje noge, da so visoki. S tem zaščitimo in dodatno ojačamo gležnje.
Zdaj, ko kupujete čevlje, ponavadi ugotovite kaj hitro, da imajo predolge vezalke, pa jih nekdo odreže, pa temu ni tako. Tukaj imate primer, zakaj so na planinskih čevljih vezalke tako dolge, se pravi zato, da lahko čevelj dobro zavežemo, da se med samo turo nam nikoli ne bo odvezal in da hkrati noga nam stopalo ne bo lezlo naprej na sprednji del čevljev in bomo doma, ko jih bomo sezuli dol, imeli modre prste. Tako da vedno naredimo te povratne zanke, ta fotografija bo tudi na spletu, da si boste znali pravilno zavezati planinske gojzarje. Zelo pogosto se bomo zdaj v tem času oziroma še zdaj srečujemo, namreč v gorah, sploh na severnih straneh, je še vedno sneg. In seveda ta sneg je tudi na planinskih poteh. Ponavadi izgleda tako, par metrov čez planinsko pot je sneg, snežišče in vdaleč, ok, gremo, a ne. In seveda, ko pridemo blizu, pa je to dejanska situacija. A ne, se vsa slika malo obrne in seveda, če nimamo za to primerne opreme, namreč za tak 3-4 metre prečenja snežišča potrebujemo dereze cepin in pa kvalitetne planinske gojzarje. In če se podamo, in teh primerov je kar nekaj vsako leto v takih supergih, čez takšno snežišče, kaj hitro lahko končamo bistveno niže. Kot vidite pa tukaj na tej fotografiji je ta iztek se sicer konča s 100-metrskim prepadom, to je območje Brane, lahko pa tudi že pri zdrsu 2-3 metre doživimo, da se zaletimo z stopalom v skalo, balvan ali pa z glavo in seveda zaradi tega tudi lahko zaradi poškodb umremo. Tako da snežišča brez primerne opreme ne prečimo, je veliko bolje, da obrnemo, namreč gore nas bojo tam še vedno počakale. Primerna dereze, cepin, kadarkoli imamo na nogah dereze, je v rokah cepin in na tak način lahko takšno snežišče prečimo. Seveda moramo pa to opremo znati uporabljati. To ne pomeni, da gremo v trgovino, jo kupimo in damo na noge in gremo. Namreč take dereze so lahko zelo nevarne. Tukaj na levi strani imate slikco, kaj pomeni, če pademo, kako se s cepinom zaustavimo in že sama slika pove, da zato rabimo veliko izkušenj, veliko prakse, da to naredimo, sicer ne bomo uspešni. No, tako izgledajo prave alpinistične dereze oziroma tudi planinske dereze. Tiste verigice se tudi za taka prečenja pobočij odsvetujejo. Namreč čista guma se ponavadi sname ob večji obremenitvi. Omenili smo tudi, da v nahrbtniku naj bo tiskana planinska karta 1:25.000 skupaj s kompasom in pa seveda potem so lahko ostale elektronske igrašče, ki pa jih moramo znati tudi uporabljati. Še ena pomembna stvar, na vrhovih, planinskih kočah se dajmo vpisovati v te opisne knjige, to ne zato, da bojo nas drugi od zadaj kontrolirali, ali je res bil tam ali ni bil tam, pa morda še kakšne časovnice preverjali, to, kar se tudi dogaja, ampak bojo veliko pomoč gorskim reševalcem, v primeru, da bo prišlo do intervencije, da vas ne bodo našli, kje ste bili nazadnje in da čim prej pridejo do vas. In ko smo že pri samem odhodu na turo, dobro je, da predhodno nekomu poveste, kam se odpravljate, da ga seznanite oziroma saj na armaturni plošči avtomobila, se pravi na vidnem mestu pustite listek, kam greste, kakšni so vaši nameni. Se pravi, nikoli se v gore ne odpravljate, ne da bi to komu povedali. Namreč lahko se zgodi, da se tako poškodujete, da nimate signala, ne boste prišli domov in potem so tiste ure dolge. In pa tudi v tem času svetujemo uporabo planinske alpinistične čelade, namreč v tem pomladnem času je veliko padajočega kamenja, ker se gore čistijo, ali pa že na sami planinski poti. Vemo, da ponavadi, ko pademo, je glava tista ta prva, ko udari po tleh in že manjša poškodba je lahko usodna. Planinske poti delimo na lahke planinske poti, zahtevne planinske poti, zelo zahtevne planinske poti. Svetujemo, da ne zahajate na brezpotja in ne nadaljujete v neznano. Se pravi, če ste se izgubili, se vedno vrnite po isti poti nazaj do znane točke. Vse planinske poti so označene s Knafelčevo markacijo, to je ta rdeč kolobar v sredini, bela pika,
Če to markacijo izgubite, pomeni, da ste zašli s poti. Še enkrat, primerna oprema, tudi za otroke. Tudi otroci naj imajo svoj nahrbtnik, v katerem naj imajo pijačo, nekaj malice, zato da počasi dobijo občutek, se pravi, tista vzgoja se začne pri najmlajših. In prej sem še omenil planinske karte, ki naj bojo nove. Lansko leto smo imeli kar 2 intervenciji na območju Skute, ko so imeli karto iz leta 96 in so končali tam levo, ko je tisti krog. Namreč to planinsko pot je odnesel, nekaj let nazaj ne poteka več, tam gre nekoliko više in kljub temu, da je bil tam postavljen visok zid, da je pot ne obstaja več, da je zaprta, so splezali čez zid in šli do kamor so prišli in potem smo jih pač mi naprej pobrali in prepeljali varno v dolino. Skratka, ko ne veste, kaj bi, ne plezajte čez zid, če ni potrebe oziroma če je zaprta pot. Če se pa že zgodi nesreča, predvsem pomembno, da ste prisebni, mirni, da s tem pomirite ostale udeležence, najprej ocenite situacijo. In jaz vedno rečem, najprej je potrebno poskrbeti za svojo rit, se pravi, da ne pride več do nadaljnjih možnosti za poškodbe ali pa nesreče, potem je potrebno poskrbeti po nesrečenca, ga primerno zaščititi in mu nuditi prvo pomoč v okviru svojega znanja in sposobnosti. Številka, na katero pokličemo na pomoč, je pa samo in vedno 112. In takrat se vam bo javil operater na drugi strani, ki vas bo tudi primerno vodil in vzpostavil stik z gorskimi reševalci. Tako da jaz bom rekel še enkrat, želim vam varno na planinskih poteh. Zdaj v času te še vedno razglašene epidemije naj bo nekaj stopenj ta aktivnost nižja. In glede na to, da smo nekaj časa preživeli v prostoru oziroma z nekoliko manj gibanja, naj ne bojo prve ture Triglav oziroma neki zahtevni 2000-čaki. Dajte najprej napraviti nekaj lažjih tur, sprobati svoje fizične, psihične sposobnosti in temu primerno nadaljevati. Jaz bom rekel še sam srečno na planinskih poteh. Zdaj pa beseda Atila je tvoja. Matjaž, hvala lepa. Samo da pripravim prezentacijo. Zdaj prezentacija ne bo tako slikovita, bo pa mogoče imela ravno toliko informacij kot prejšnji 2 predstavitvi Mateja in Matjaža. Se jim zahvaljujem, ker sta podala kar precej informacij, ki so zelo pomembne tudi pri turnem kolesarstvu. Torej, najprej se nakratko predstavim, sem Atila Armentano, sem načelnik Komisije za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije. Komisija za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi se ukvarja predvsem z organizirano panogo planinstva, to je turno kolesarjenje. Je relativno nova panoga planinstva, nam je pa to omogočil malo tehnološki razvoj koles, ki so postala prilagojena za gibanje v naravnem okolju. Vemo, da v zadnjih letih postaja izjemno popularna dejavnost v naravi, ker so ljudje, odkrivamo res nove izzive in nakratko bi predstavil, kaj je turno kolesarstvo in kako se ga lotiti varno in pa tudi pravilno in pa zabavno. Torej, turno kolesarstvo je vse, kar je planinstvo v svoji osnovi. Je potovanje, osvajanje ciljev, raziskovanje, druženje, skratka planinstvo. Ravno tako nam pomaga pri vzdrževanju dobre fizične pripravljenosti, pa predvsem, kolikor jaz poznam turne kolesarje, se vsi ukvarjamo z njim zaradi sprostitve, zaradi tega, ker je res ena od lepših panog planinstva. Torej, kako se ga lotiti? Glede na to, da je v zadnjem času opaziti res velik porast priljubljenosti turnega kolesarstva,
Kot sem letos na Pomlad srečal turnih kolesarjev v gozdovih, v naravnem okolju, jih nisem v prejšnjih letih v celem letu. Opazil pa sem, da se ne glede na to, da ljudje odkrivajo to novo zvrst gibanja v naravi, da se ga lotevajo malo, pomanjkljivo, oziroma opazil sem, da se da še izboljšati v določenih pogledih. Torej, kako se lotimo turnirja kolesarstva, tako kot vsake planinske dejavnosti. Lotimo se ga preudarno, odgovorno in primerno pripravljeni. O tem sta govorila že prej Matej in Matjaž, in vse te informacije so mogoče danes, ko poslušamo to preko webinarja, se slišijo suhoparno, ampak so dejansko, ko smo enkrat v naravi, imajo tudi vsebino. Torej, v Komisiji za turno kolesarstvo sledimo geslu, da se lotevamo kolesarstva varno, pravilno in zabavno. To ni tekmovalna panoga gorskega kolesarstva, kjer tekmovalci z vratolomno hitrostjo drvijo po za to pripravljenih progah. Ti tekmovalci so tudi visoko usposobljeni, so strenirani in točno vedo, kaj počnejo. Ne, turno kolesarstvo je planinstvo na kolesu in izvajamo ga zato, da se počutimo dobro, tako kot vedno, kadar se odpravljamo v gore. Da so ti trije pogoji izpolnjeni, torej varno, pravilno in zabavno, smo že kar več kot 10 let nazaj sprejeli 10 zlatih pravil, ki so mednarodno potrjena pravila. Sprejele so jih vse planinske organizacije dežela Alpskega loka, glasijo se pa tako, sedaj, ko jih bom predstavil, ne bom povedal nič novega, saj sta že Matej in Matjaž predstavila enake oziroma zelo podobne poglede na gibanje v naravi, ampak vseeno si jih poglejmo. Torej, najprej prvo pravilo je: kolesarimo zdravi. Vedno se odpravimo na turno-kolesarski izlet, ko se počutimo dobro, ko smo nekje pripravljeni in ki je ta izlet nekje tudi naš prijeten izziv za tisti dan. Izlet skrbno načrtujemo, kolesarimo samo po ustreznih in dovoljenih poteh. To je mogoče neka posebnost naše aktivnosti. Ne smemo kolesariti po brezpotih oziroma po poteh, kjer je podlaga mehka in, da se tako izrazim, tudi ranljiva. Vedno kolesarimo po stezah, gozdnih cestah, prometnicah, kolovozih, ki se uporabljajo za potovanje, za premikanje po naravnem okolju. Kolo pred izletom vedno preverimo, da je brezhibno. To je izjemno pomembno, saj po 1 uri vzpona, ko je mogoče pred nami lažji spust v sosednjo dolino, ugotovimo, da nam zavore slabo primejo in naša tura je tisti trenutek pokvarjena. Zato se o brezhibnosti kolesa prepričamo že pred začetkom našega podviga in izlet bo tudi zaradi tega lep tak, kot ga pričakujemo. S seboj imamo vse, kar potrebujemo na našem izletu, kar pomeni, da je vsebina našega nahrbtnika podobna, kot da gremo v planine, le da dodamo še nekaj predmetov, ki jih bomo rabili za popravilo kolesa oziroma za pomoč, če se nam na
tudi zgodi kakšna neprijetnost. Vedno kolesarimo zaščitno opremo. To pomeni čelada in zaščitne rokavice, pri spustih so pa priporočljivi ščitniki. To ne pomeni, da se zaradi tega lahko spuščamo bolj tvegano, bolj vatolomno, vendar obstaja možnost padca in da preprečimo poškodbe pri morebitnih padcih, se vedno zanesemo na zaščitno opremo. Ko bomo uživali, ko bomo potovali po planinah, po gozdovih, bomo srečevali tudi druge planince in vedno se držimo pravila, da imajo pohodniki vedno prednost, vedno počakamo, če jih srečamo na poti, pozdravimo, mogoče prijateljsko pokramljamo in jim pustimo prednost. Hitrost vožnje prilagodimo svojemu znanju, terenu in okoliščinam. Velikokrat se zgodi, da nam navdušenje pri spustu malo zamegli občutek, kako je še varno, da se vozimo po klancu navzdol. Vedno upoštevamo pravilo, da lahko ustavimo tako, da se ne zaletimo v našega prijatelja, ki vozi pred nami, torej da vzdržujemo varnostno razdaljo oziroma da se vozimo s hitrostjo, ki nam omogoča, da varno se stopimo s kolesa, če se zgodi karkoli nepredvidenega. Za seboj ne puščamo nikakršnih sledi, to pomeni, da na mestih, kjer počivamo, ne pozabljamo papirčkov oziroma kakršnihkoli drugih ostankov oziroma smeti, in pa da se pri spustih ne vozimo z blokirano zadnjo zavoro, ki pušča sledi in na poti, in to lahko tudi povzroči erozijo, katere pač ne želimo povzročiti. Pomislimo na živali, vozimo tiho, vozimo obzirno, če se slučajno znajdemo na območju, kar se lahko v Sloveniji velikokrat zgodi, vemo, da je Notranjska, Primorska, tudi del Gorenjske, so poseljeni z medvedi, lahko se zgodi, da so živali prisotne v bližini, ne povzročamo hrupa, vendar vozimo tako, da je žival pripravljena na naš prihod oziroma da jo ne presenetimo. Vsekakor pa ne vriskamo, žvižgamo in tulimo po gozdovih, saj s tem po nepotrebnem vznemirjamo tamkajšnje prebivalce. Torej, če začnemo pri sebi, videli smo, da na izlet gremo vedno zdravi, vedno v primerni psihofizični kondiciji, ravno tako naj bo zahtevnost izleta primerna našemu psihofizičnemu stanju. Matjaž je že prej omenil na preteklo obdobje, bolj smo se zadrževali doma, mogoče nam je telesna pripravljenost malo padla, zato si tudi načrtujemo izlete, ki so primerni našemu trenutnemu psihofizičnemu stanju oziroma po domače povedano kondiciji. Proti koncu sezone se običajno odločamo za malo bolj zahtevne izlete, ravno tako je pa tudi pomembno, s kom gremo na izlet. Če gremo na izlet z družino, z našimi malimi otroci, bomo izbrali turo, ki bo krajša, ki ne bo naporna, kjer bomo obiskali kakšno zanimivo mesto, kakšno lepo razgledno točko, kakšno drugo zanimivost.
Če gremo na izlet s prijatelji, ki so približno enako pripravljeni kot mi, si lahko načrtujemo mogoče malo bolj zahtevne izlete, vsekakor pa moramo to vzeti v račun. Torej, mi smo pripravljeni, kaj pa moramo imeti s seboj? Najprej seveda je naš osnovni rekvizit, to je kolo. Priporočljivo je, da ima blažilce spredaj in zadaj. Kot smo rekli, prej mora biti tehnično brezhibno, debelejše gume, ki so primerne za vožnjo po neasfaltiranih cestah in poteh, in pa zavore z diski. Zakaj zavore z diski? Ker se mnogo bolje odzivajo v primeru, če je površina mokra oziroma če nas ujame dež, so take zavore veliko varnejše kot pa stare tako imenovane V-zavore. Oblačila morajo biti prilagojena za kolesarjenje v naravi. To nekje vsak turni kolesar, ki je že poskusil, že ima izkušnjo iz kakšnega turno-kolesarskega izleta, ve, kaj pomeni, če vozimo z kolesarskimi hlačami oziroma z navadnimi športnimi hlačami. Kolesarske hlače so podložene, ravno tako je naše oblačila so narejena iz hitro sušečih materialov, prav tako pa je za turno-kolesarstvo značilno, da so površniki oziroma anoraki narejeni iz materiala, ki ima zaščito tudi za veter. Potrebujemo čelado, ki se nam prilega, kolesarske rokavice in pa seveda pri spustih ščitnike. Na hrbtniku naj bo to, kar imamo pripravljeno za izlete v planine. Poleg tega pa naj bo zraven še priročni set za popravilo kolesa na terenu, tako imenovani multitool, ki ga je možno kupiti običajno ob nakupu gorskega kolesa v trgovini oziroma v specializiranih trgovinah za kolesarstvo. Potem ne pozabimo na rezervno zračnico, na tlačilko in pa tudi za komplet za krpanje morebitnih lukenj v zračnici. Potem potrebujemo prvo pomoč in sedaj v teh spremenjenih razmerah dodajemo zraven še zaščitno masko, rokavice iz lateksa in priročno stekleničko razkužila za roke. To zaščitno opremo bi potrebovali v primeru, če se našemu prijatelju na turi kaj zgodi in bi mu mogli nuditi prvo pomoč. Torej, pripravljeni smo na turo, sedaj pa malo znanja o tem, kaj lahko pričakujemo na naših izletih. Torej, najprej moramo vedeti, za kakšno turo smo se odločili. Povprečen turno-kolesarski izlet je dolg nekje od 20 do 25 kilometrov, na njem premagamo od 800 do 1000 višinskih metrov in za vzpon bomo potrebovali od 2 do 3 ure. Seveda odvisno v kakšnem stanju pripravljenosti smo. Povprečen turni kolesar naredi nekje od 400 do 450 višinskih metrov na uro, lahko tudi nekaj manj. To je seveda popolnoma odvisno od konfiguracije terena, če je vzpon prestrm, bomo potrebovali mogoče malo več, ker bomo tudi hodili vmes. Če je malo bolj položen in bomo celo pot prekolesarili, bomo imeli malo višjo povprečno hitrost, bo mogoče ti višinski metri bojo malo narasli. Običajno
imamo na začetku, oziroma ko pridobivamo splošno pripravljenost, se lotevamo tur v bližini našega doma in te turi imajo značilnosti, ki sem jih omenil. Ko pa smo malo bolje pripravljeni, pa že začnemo pogledovati k malo zahtevnejšim izzivom in takrat razmišljamo o turah, ki so nekje dolge od 30 do 40 km, ki imajo tudi nekje do 1500 višinskih metrov razlike med izhodiščem in najvišjo točko. In za take ture moramo biti dobro pripravljeni, to trajajo malo dlje, ture, ki so pa dolge nad 40 km, so pa priporočljive, da se jih lotevajo izkušeni turni kolesarji oziroma skupine pod vodstvom izkušenih turnokolesarskih vodnikov. Kako se vzpenjamo? Te informacije so zelo hvaležne za turne kolesarje, ki šele začenjajo s kolesarstvom. Torej, vozimo z višjo kadenco, kar pomeni, da vozimo lažje v prvi, drugi, tretji prestavi. Opazujemo zadihanost, ki bo na začetku vzpona mogoče malo močnejša, potem pa se umiri in spremljamo naš ritem dihanja tako, da opazujemo, da nismo preveč zadihani. Torej, nimamo ne dihalne stiske, ne mišične stiske, tudi noge nas ne bolijo preveč, ampak z lahkoto premagujemo strmino. Z močjo razpolagamo ekonomično, ne zaženemo se v hrib, ne začnemo s polno močjo, temveč se običajno pravim, da se moramo počutiti kot v svoji dnevni sobi. Vedno se moramo počutiti v redu. Če imamo občutek, da gremo prehitro, da smo preveč zadihani, da imamo bolečine v nogah, takrat malo popustimo tempo in si dovolimo malo počasnejši tempo. Med vzponom delamo kratke počitke. Ti počitki so nekje predvideni, torej to se lahko odločate vsak sam po občutku, se pa nekje po prvi uri vzpona se lahko že ustavimo približno 2 do 5 minut, da se dihanje umiri, popijemo požirek ali dva in potem počasi nadaljujemo z vzponom. Na najvišji točki naredimo daljši počitek, tam se naužijemo lepih razgledov, tudi pojemo malico, malo več popijemo pijačo, ki smo jo pripravili za seboj in se mogoče tudi malo pozabavamo v dobri družbi, saj je planinstvo tudi druženje. Pripravimo se na spust. Na spust se pripravimo vedno tako, da si nadenemo zaščitno opremo, torej čelado, rokavice in pa ščitnike. Priporočljivo je, da se spusti tudi sedež na kolesu, saj se vozimo navzdol vedno stoje, saj s tem lažje kontroliramo kolo, bolje kontroliramo kolo in pa tudi v primeru, da nam kolo zdrsne, se ujamemo na noge, ne pademo z njim po tleh. Če se vozimo po gozdnih cestah, po prometnicah, kjer poteka tudi motorni promet, se vedno držimo desnega roba vozišča, približno od pol metra do meter od roba, da ne zapeljemo s ceste, ker je velika verjetnost, da bo nasproti pripeljalo vozilo, lahko je to terensko vozilo lovca, kmeta, ali pa lahko tudi tovornjak, ki
odvaža les. Zatorej vedno se držimo desnega roba vozišča. Pazimo, da ne zapeljemo na nasprotni vozni pas. Kot smo menili, vozimo stoje na pedalih, zavore držimo obe roki, imamo na krmilu in zavore samo en prst na zavorni ročici. Zaviramo na obe zavori sočasno, na prvo mogoče malo več, na zadnjo malo manj, razmerje je približno 60-40 odstotkov. Nikakor pa ne zaviramo samo na zadnjo zavoro, ker s tem povzročimo nestabilnost kolesa in tvegamo zdrs oziroma padec. Kot smo že prej omenili, prilagodimo hitrost spusta, ne glede na to, da vidimo mogoče 100 metrov naprej, da je cesta prazna. Tudi če bomo peljali naslednjih 100 metrov, se lahko zgodi, da je na cesti, na poti kakšen kamen, kakšna veja, ki smo jo spregledali in nam to povzroči padec. Zato prilagodimo hitrost, da lahko ustavimo in da lahko si stopimo s kolesa. Kot smo rekli, ne blokiramo zadnje zavore in pa lahko se zgodi, da pridemo do odseka, kjer se nam zdi prestrmo in nismo sigurni, takrat ne razmišljamo, ampak se stopimo s kolesa in prehodimo odsek peš. Ravno tako, kot je rekel prej Matjaž, ne tvegamo v gorah in ravno tako je pri turnem kolesarstvu, ne tvegamo, ampak se držimo, vedno smo na varni strani našega ravnanja. Več ali manj smo šli skozi vse faze turno-kolesarskega izleta. Za zaključek bi vam mogoče še povedal nekaj podrobnosti. Razvoj tehnike omogoča veliko več kot v preteklosti. V zadnjih 2 letih so se začela pojavljati tako imenovana e-kolesa, električna kolesa, ki imajo napajanje z električno baterijo. To zahteva zopet malo drugačno načrtovanje naših izletov, saj moramo računati tudi s tem, da če bomo rabili energijo kolesa pri vzponu v prvi polovici izleta, se zelo lahko zgodi, da bomo v drugi polovici izleta morali voziti s prazno baterijo, in ker so ta kolesa precej težka, je samo kolesarjenje malo zahtevnejše, tako da s tem moramo računati, če se vozimo z kolesi. Turno kolesarstvo lahko primerjamo s turnim smučanjem. Veliko planincev, ki se pozimi podajo v gore s smučmi na nogah, so odkrili, da je turno kolesarstvo zelo podobno pri samem delu, pri naši obremenitvi telesa, tudi pri doživljanju, saj nam turno kolesarstvo omogoča doseganje večjih razdalj, krajev, kjer jih drugače peš nikoli ne bi obiskali, in tudi pred nas postavlja popolnoma druge izzive in vidimo planine iz popolnoma druge perspektive. Če se odločimo za turno kolesarstvo, moramo upoštevati spet eno od pravil, ki smo jih že slišali danes, to je, da smo sami sebi zadostni, kar pomeni, da se lahko zanesemo nase, na vsebino našega nahrbtnika in pa tudi na naše znanje in pa izkušnje, ki si jih nabiramo iz izleta v izlet. Moramo vedeti, da je današnje sproščeno doživljanje narave
privilegij in da bomo sproščeno uživali v naravi, jo bomo uživali le, če bomo vsako našo dejavnost v planinah izvajali varno, pravilno in zabavno. Seveda najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. Hvala za pozornost in lep pozdrav.